To je montiran proces. Se so bili sami montirani. In tudi to, treba je odstraniti, kar ni v rdečih vrstah. Kdo se vam pa zdi, da stoji za to, glede na to, da je bil Janša že v... Ja, lepo vas prosim, glede na to, da je bil Janša že v JBTZ, da je še vedno... Ja, partija, seveda. Veste, kako je močna. Mislite, da so njihove lovke še vedno tako močne? Ja, zelo. Kraja je ena velika kraja. Torej, to, kar si gospod lasti JBTZ, je bil to zadnji, ki bi mogel si vlasti. Odbor za človeške pravice je take, ki se je naredil, bi oni mogli nositi vse. Janša si pa priglasil tole in od samega začetka je začel krasti, kakor je prišel pod roke. Se pravi, trgovina z orožjem, to, ki je krado, ampak brez igarica, ostali so skrili papirje stran, tako da je stvar zastarala in danes, ki je za patrijo, jaz mislim, da bo končno enkrat sodišče dalo žegen in ga obsodilo, ker zasluži ne samo 2 leti, ampak 25 let po najmanj. Pa ves denar, da vrne nazaj, ki ga je pokradil. Pa ste toliko prepričani v sodišče, da mislite, da je sposobno? Sem prepričan, ker zdaj je enkrat treba narediti konc teh kraji, tem lopovštinam, kar se dogajajo in verjamem, da ga bojo obsodili. Samo tako bo šlo itak pole v Evropo, ker nimaš kaj ne. Za nič poslušajte une narkomane ali narkokartel, ne, pa ven spustiti, da zdaj žonglirajo po celi Sloveniji, pa vse povsod. Katastrofa. Mi živimo, človek bi rekel, banane republike še slabše. Veste, jaz to zadevo pri Janezu Janši sledim od vsega začetka, od Izraela. Tiste havbice so šli iskat staro orožje, Kučan, Kacin. Kdo je umrl na počku? Slovenski fant, ta drug je pa ne vem kako, kašen invalid. In tako dalje. In pol to Depalova samo na to. A se spomnite Ropa, ki ga je obtožil zaradi eno dogovarjanje in pregovarjanje tam iz Sanaderjem, a ne? 6 let pa puso vlekli, pa fejs plačal vlekli, lepo sodi. Poki pa je bilo le ugotovljeno, da Janez ni nič s tem imel, je pa Rop lepo, ki je nekaj moral zaplačati, prišel povedati njemu, da je bil tudi on zaveden. Lepo vas prosim, zdaj pa to patrijo, kdo je pa ven, Kacin, oziroma unle Cvike, pa Kos, pa Karpa, sej so hodili gor sožariti, pa sej smo sli. Mislite, da bo Evropsko sodišče bilo bolj uspešno pri iskanju pravice? Ja, upam da, ker mislim, da tale obtožnica in obtožba, to je veliko spropucalo. Lepo vas prosim, jaz tudi stojim midva na neugotovljenem kraju, neugotovljenega dne, kaj je za hudič to? A veste, če eden enega poškoduje ali pa še kaj več naredi, dobi kazen in je kaznovan in ki pride iz zapora, nimamo pravice nič reči, ne? Tle pa vlečejo take floskule, umazane floskule, ne moram drugega reči. Mi smo na dnu, smo mi v ta pravi demokraciji. Žalost. Vse od zunaj več vejo, ker je tle. Ja, jaz mislim, da je 2 leti, ne glede na obsodbo, mislim, da tle je poglavitno, da verjamemo v pravni sistem, da deluje in zgolj spoštovanje sodišča kot neodvisne funkcije bo v tej državi spremenilo nekaj. Politiziranje levih in desnih je v tem kontekstu popolnoma zgrešeno. Tako da podpiramo delo sodišča, podpiramo delo policije, delo tožilstva. V samih komentarjih glede višine sodbe in obliki sodb pač nismo tudi postavili. Kakšen napredek se to zdi za vas, za slovensko pravosodje? Ja, je napredek. Napredek. Po nekaterih zgrešenih, recimo zgrešenih odločitev v preteklosti se mi zdi napredek. Zagotovo se mi zdi napredek. Ker pravno državo, brez pravne države imamo kaos. In v kaosu si bomo ljudje sami pravice iskali, kar pa mene želi. Kakšno je vaše mnenje na to? Ja, tak 2 kratki sporočili. Prva ta, da so Murgle doživele svoje mokre sanje, po drugi strani pa tu smo seveda zaradi gospoda Janše, po drugi strani pa tudi v imenu vseh tistih, ki so bili po krivici že obtoženi.
Pa se vam zdi, da, kaj si mislite, da se bo zgodilo zdaj v nadaljnjem postopku? Ja, jaz upam seveda, da se bo gospod Janša pritožil na to tožbo in gremo naprej. Žal se še bo to potem seveda vleklo, ker sami vemo, kakva je situacija v slovenskem sodstvu, ampak upam, da bo seveda to šlo čim prej, ker taka obtožnica, kot je bila, bi se nam celi svet smejal, no. V bistvu bi nam severni Koreji rekli, da smo jim za vzor. Kaj pa pričakujete, kakšen bo odziv slovenskega ljudstva, ko pride to v širšo javnost? Jaz upam, da se bodo ljudje začeli zavedati okolja, v katerem živijo, kaj je vse narobe, da se bodo do tega tudi opredelili. Moti me pri mladih, da vsi vejo, kaj se dogaja z Justinom Bieberjem pa Seleno Gomez, po drugi strani pa tu ljudje, ki brez dokazov so obsojeni. Torej, to pomeni, da jutri lahko pridajo po nas, po mene ali pa soseda, tudi brez dokazov, ker vsi gremo. Da upam, da se bodo začeli zavedati okolja, v katerem živijo.